Tisti moški. Mislil je, da ima vse. Na lovorikah težko prigaranega uspeha je lagodno počivalo njegovo podjetje. Ob večerih ga je pričakal topel obrok, ki ga je skuhala njegova ljubeča žena, in otroci so bili ponos njegovega življenja. Trdo je garal, da je zgradil svoje gradove izpolnjenih želja. Storil je vse, kar so pričakovali od njega. In še več, nikoli se ni pritoževal. Bil je odrasel fant, kateremu so rekli moški. Vse dokler se ni v njegove sanje začela spuščati temačna megla. Nočni rablji so vsako noč odhajali na lov za njim in ni jim več mogel ubežati. Zaradi njih je videl temneje tudi podnevi. Pravljični grad je izginjal, žena se je zdela zagrenjena, hči odtujena. A to je bila zagotovo le izmišljotina nočnih rabljev, zato jih je nekako moral pregnati. V upanju, da bo sporočilo, ki ga ni mogel razumeti, izginilo, se je vsako jutro pognal na kolo. Bes in jeza sta za vsakim pritiskom pedal pojenjala in tako se lahko prepričal, da je vse v redu, da je preprosto utrujen, da je bilo vse skupaj samo nočna mora. Gora ga je klicala in mu obljubljala, da bo utišala vse tiste moreče glasove, kateri pa so postajali vedno glasnejši. Ti glasovi so odmevali v njegovi glavi. Kaj pa, če se moje življenje res podira kot hišica iz kart? Kaj, če bom izgubil nadzor? Kaj, če bom padel? Gnal se je in gnal. Svoje telo je naprezal z vso silo. Želel je premagati svoje notranje demone. Vse dokler ni tistega dne na svoji poti srečal modreca. Nihče ni vedel, kdo ta modrec je, niti od kje prihaja. A ta modrec je v rokah držal luč upanja, skrivnostno knjigo. Moški se je vprašal, ali bo mogoče v njej našel upanje tudi zase. Zakaj ga je srečal? Ali ima sporočilo zanj? Ali ima sporočilo tudi za druge moške sveta? Mu bo povedal resnico? Resnico o tem, kdo je pravi moški v modernem svetu? Kaj opazi moški, ki iskreno ljubi svoje otroke in partnerja? Kako podjeten moški ustvarja svoj posel z edinstvenimi veščinami ter predvsem spoštovanjem? Kako lahko moški zahteva in nato uživa nagrade svojega življenja? Kdo je moški, ki je možat, a hkrati ljubeč? Kako moški najde svoje notranje resnice in dušni mir? Kako moški sprejme odgovornost kot prijateljico in ne kot obvezo? Mu bo modrec povedal vse to? Povedal resnico o tem, kdo je? Kaj mora narediti, da bo živel izpopolnjeno, da bo živel srečno? Mistična knjiga za zgodbo polno vzponov, padcev in preobratov ter učnih sporočil. Knjiga, ki jo bo prebrala vsaka ženska, ki se želi videti svojega moškega srečnega. In knjiga, ki bo tistega moškega spremenila v edinstvenega heroja. Predstavlja se nova knjiga Mihaela Žmaharja, Heroj karizmatične prihodnosti. Ustvarjali se bodo novi heroji. In ve, drage misionarke, ste vabljene z njimi. Skupna misija se prične z velikim brezplačnim dogodkom, polnim presenečenj
8. decembra 2017 ob 19. uri v dvorani Smil. Prijavite se na info@potovanjeduse.si.